Danes v Pomurskem dnevniku. Odškodnina zaradi duševnih bolečin. Mlada slovenska reprezentanca danes v Fazaneriji. Slovesnost ob obletnici Ljutomerske gimnazije. Slovenija na 75. Frankfurtskem knjižnem sejmu. Jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Miha Lešnik, ki je pred slabimi 3 leti v trojnem umoru na božični večer v Gereči vasi izgubil oba starša in še sestro, bo od storilca Silva Drevenška prejel 70.000 evrov odškodnine zaradi duševnih bolečin. Tako je namreč odločilo sodišče, a ker Drevenšek med prestajanjem zaporne kazni seveda ne služi denarja, bo za izplačilo odškodnine verjetno potrebna prodaja njegove hiše. Miha Lešnik je od svojega nesojenega svaka zaradi duševnih bolečin, ker mu je umoril oba starša, zahteval 70.000 evrov odškodnine. Drevenškov odvetnik Andrej Kac je sicer v postopku ugovarjal temu znesku. Temelj tako ni mogel, ker pravni temelj je podan vezan na kazensko sodbo, ki je pravnomočna. Medtem ko pa po višini pa je se zelo protival, da bi sodišče dosodilo takšno odškodnino, kot je. Drevenškov odvetnik je sicer ob koncu sojenja sodišču le predlagal, naj razsodi v okviru sodne prakse. Na predhodnih obravnavah pa se je vendarle dotikal višine zahtevane odškodnine. In sem imel ta ugovor višine. To je sodišče razpravljalo, o tem se je razpravljalo, o drugem se absolutno ni. Po sodni praksi je tako sodišče Mihi Lešniku za vsakega od staršev potrdilo po 35.000 evrov in obresti, ki so pričele teči od dne vložitve tožbe. V tem primeru je zaradi samega načina, kako je prišlo do smrti staršev, na kak način pač sodišče dosodilo takšno odškodnino. Drevenškov sin se za zdaj za tožbo zoper svojega očeta še ni odločil. Njegov stric in skrbnik Miha Lešnik pa je na njegovo željo že poskrbel za spremembo priimka, da ne bi bil preveč zaznamovan. Zdaj čaka še na odločitev o odvzemu starševskega varstva, kar pomeni, da bi danes 7-letnega dečka njegov stric lahko tudi posvojil. Trojni morilec Silvo Drevenšek sicer v sojenju zaradi odškodnine ni želel aktivno sodelovati in je za vse postopke pooblastil svojega odvetnika. Gospod Drevenšek se v ta pravni postopek ni vključil in tudi ni ugovarjal višine. Plačilo odškodnine pa bo očitno možno šele po prodaji družinske hiše, kjer je Drevenšek lastnik polovice, druga polovica pa je po dedovanju po materi že v lasti otroka. Svoje bo zahtevala tudi banka, saj že skoraj 3 leta Drevenšek ne plačuje mesečnih obrokov kredita. Zdaj, tako kot moji izračuni kažejo, naj Drevenšek ne bi dobil od hiše nič. Torej bi pošlo za poplačilo odškodnine? Šlo bo za poplačilo banke in pa odškodnine, ja. A kot je v sodbi zapisala tudi sodnica, noben denar ne more vzpostaviti prejšnjega stanja, saj človeško življenje nima cene. Kljub temu, da je ugovarjal višini odškodnine, se s tem strinja tudi Drevenškov odvetnik. Je pa to nepredstavljiva tragedija, tako da noben denar ne nadomesti te njegove izgube. Silvo Drevenšek sicer zaporno kazen že prestaja na Dobu, kjer čaka tudi na odločitev Vrhovnega sodišča, kamor je njegov odvetnik vložil pritožbo zoper sicer že pravnomočno sodbo. Fazanerija bo danes ob 18. gostiteljica dvoboja mladih reprezentanc. Slovenijo se bo tokrat pomerila Avstrija. Za reprezentanco Slovenije do 21 let bo nocojšnja kvalifikacijska tekma za Evropsko prvenstvo 2025 že 4. preizkušnja. Varovanci Milenka Čimoviča so do sedaj slavili proti Bosni in Hercegovini. So pa morali priznati premoč Francozov. V petek so se mladi Slovenci prav tako vrnili s polnim izkupičkom, kajti proti Cipru so slavili s kar 3-0. Danes slovenski reprezentanti računajo tudi na pomoč domače publike. Pred kamero pa je dan pred vnovičnim nastopom na soboški Fazaneriji stopilo nekaj povratnikov. Vedno se je fajn oziroma lepo vrniti nazaj domov, kjer si nekje začel igrati nogomet, kjer si dal prve minute oziroma prve korake.
Tako da, ja, res je lep občutek. Ja, definitivno je tle res najlepši igrati, kjerkoli sem igral. Je bilo tukaj res najlepše, tudi vzdušje je vedno dobro. Poznal sem tle tudi veliko ljudi, vsi so res dobri, prijazni, tako da je res tukaj res lepo igrati. Seveda ta vrnitev je nekaj posebnega. Mislim, da vsakemu igralcu, ko se vrne v svoj matični klub, bi moglo to nekaj pomeniti. Tekma za Avstrijo mislim, da bo težka. Odigrati moramo eno kvalitetno tekmo, držati se svojih principov in probati dobiti vse 3 točke. Dobra popotnica na Cipru, zmaga s 3-0, 2 tvoje zadetka, verjetno neka dobra napoved za to tekmo. Ja, mislim, da je ekipa na neki visoki točki. Seveda ta zmaga nam je dosta pomenila. Zmagati na Cipru ni tako lahko, kot si mislijo, zato tisto zmago tudi cenim. Seveda 2 zadetka sta nekaj lepega, kar se mi je zgodilo. Seveda brez ekipe, kot sem že omenil, ne bi to dosegel in upam, da bomo taka ekipa še naprej in da bomo še zabijal naprej. Zdaj, mali z glave, mislim, da si med mlajšimi v začetni 11-terici. Kako sta se z Marcelom zdaj ujela na teh zadnjih tekmah? Ja, mislim, da nima veze, si najmlajši, najstarejši, nisem mogel se vključiti noter, spoznati vse dobro ujeti, ampak mislim, da smo kot klapa res ful dobro se držimo skupaj, tako da se tudi na igrišču to dobro kaže in upam, da bo šlo še tako naprej. Tekmo za Avstrijo, pričakovanja so verjetno jasno 3 točke. Ja, mislim, da nam 3 točke zelo veliko pomenijo, saj tudi na lestvici, mislim, da smo že dosti naredili v tej grupi in mislim, da te 3 pike nam bodo tudi zelo pomembne za boj v evropski del. Jaz sem tudi dečkom slačilnici rekel, da to ne bi smel biti problem, saj Fazanerija je znana po tem, da vedno ima 12. igralca in upam, da na Prekmurje tudi jutri ne razočara. 1. septembra leta 1963 je svoja vrata odprla gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, kar pomeni, da živi in deluje že dobrih 60 let. Minulo soboto so v Ljutomeru ob tej visoki obletnici pripravili slavnostno akademijo, na kateri so pred številnimi obiskovalci spregovorili mnogi gostje. Zelo bogat pa je bil tudi kulturni program. Bogata zgodovina organiziranega šolstva, ki seže v 16. stoletje. Zgodba gimnazije Franca Miklošiča pa se je začela pisati pred 60 leti. V Ljutomeru so visok jubilej obeležili minulo soboto, ko so na površje priplavali tudi mnogi spomini. Prvi spomin. Oh my god. Joj. Kako smo se po šoli lovili, ker smo ne znali kumpa kaj. Pa ne vem, če smo kaj nico lesno, profesori vedno vse povedali, res so bili pač še zaista vsi tako prijazni in jo. Prva ocena pri matematike, 5, enkrat pa nikoli več. Na GFML sem prišel brez toga, kad bi koga poznal, se pa zdaj družim z ljudmi, ki vem, ko mi jih pozna zavedno. Številne obiskovalce je nagovoril ravnatelj Zvonko Kustec, ki je prejel jubilejno nagrado za opravljeno delo. V začetku 60. let prejšnjega stoletja so se rodile sanje, ki so odprle vrata perspektivni vzgoji in izobraževanju na tem pogosto pozabljenemu koncu Slovenije. A že takrat so snovalci gimnazijske zgodbe verjeli vase in v izjemno moč prleškega duha. Vodstveno mesto, s katerega je Kustec edino srednješolsko ustanovo v ljutomerski občini usmerjal 20 let, pa je že dan po slavnostni akademiji odstopil Francu Čušu, ki je tako postal nov ravnatelj gimnazije Franca Miklošiča. Nagovor je pripadel tudi Darju Feldi, ministru za vzgojo in izobraževanje. Šola ima v zadnjih letih veliko število vedoželjnih dijakov, ki v svet odhajajo širokim naborom znanja. Tu gre zasluga tako predanim profesorjem, ki motivirate dijake in uspešno predajate znanje novim generacijam, kot tudi vam, seveda samim marljivim mladostnikom. Pred obiskovalce pa so stopili tudi ljutomerska županja Olga Karba, direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo Vinko Logaj, pa tudi nekdanje ravnatelja šole Ivan Rihterič in Boris Zrelec.
Gimnazija, ki ima obilico izobraževalnih programov, je svojo obletnico proslavila z mnogimi nastopi. Odlično vzdušje pa so popestrili tudi dijaki. Mladost je čas, ko zbiraš si spomin, ko vsaka je malenkost bogatstvo. Saj tvoja je pomlad, razkošno carstvo, ki v misli van nikoli ti ne mine. Konec koncev vseeno je, glavno, da smo vsi zadovoljni iz dneva v dan, saj se ne mudi. Danes se je v Frankfurtu pričel že 75. knjižni sejem, ki je hkrati tudi največji knjižni sejem na svetu. Mesto častne gostje tokrat pripada ravno Sloveniji. Ta pa se bo predstavila pod geslom Svetovje besed. Naša država je v svojem programu največ pozornosti sicer namenila poeziji in filozofiji, izpostavila pa je tudi poglobljeno branje v sodobnem času. V videonagovoru je nekaj besed o sejmu med ljudi poslala tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko. Ta dogodek je najpomembnejša in najobsežnejša kulturna prireditev in knjižna predstavitev Slovenije v zadnjih 30 letih. V slovenskem paviljonu bomo predstavili več kot 400 prevodov del slovenskih avtorjev v tuje jezike, ki so išli v zadnjih 2 letih. Frankfurtski knjižni sejem ni le literarni in kulturni dogodek, je predstavitev Slovenije na najvišjem nivoju s številnimi povezanimi dogodki, razstavami in možnostmi sodelovanja. Dogajanje v tem tednu bo izjemno intenzivno, tudi ko gre za krepitev kulturnih, političnih in gospodarskih povezav med Slovenijo in Nemčijo. Slovenija se bo predstavila kot sodobna, trajnostna in v prihodnost usmerjena družba. Predstavljene bodo slovenska zgodovina, kultura in literatura, ki ni zgolj znotraj nacionalnih meja, ampak so njen sestavni del tudi zamejci ter avtorji, ki delajo v tujini in pisci drugih narodnosti, ki živijo in ustvarjajo v Sloveniji. Vsem sodelujočim se zahvaljujem in želim nadvse uspešen teden. Sedaj pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta v prihodnje. Danes je bil v naših krajih pretežno oblačen dan z okrog 8 stopinjami. V Krajinskem parku Goričko je bilo opoldne namerjenih 11, Radencih 9, Lendavi 8 in Murski Soboti 7 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo. Proti večeru bo ponekod na zahodu občasno rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 3. V mraziščih severne Slovenije malo pod 0, ob morju 6, najvišje dnevne od 10 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale okoli 2, podnevi od 13 do 14 stopinj. V četrtek bo v vzhodnih krajih večinoma suho. Tam bo tudi nekaj sončnih žarkov. Drugod bo oblačno, občasno bo deževalo, pogosteje v zahodni Sloveniji. Vmes bodo tudi posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju popoldne jugo, spet bo topleje. V petek bo padavin manj. Občasno bo deževalo predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih. V noči na soboto se bo dež prehodno okrepil in zajel vso Slovenijo. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od 9 do 16, čez dan od 21 do 22 stopinj Celzija. Toliko za danes. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do jutri.